Pozdravljeni! Danes je na vrsti prispevek k predkvalifikacijami velike nagrade Španije. Poglejmo vsi skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo. Prve minute prispevka, kot običajno, posvečamo tehničnim novostim. In tokrat v Barceloni jih je bilo kar nekaj. Ogledali si bomo novosti pri ekipah, seveda Aston Martin, Red Bull, Mercedes ter Ferrari. In začeli bomo pri skuderiji Ferrari, kjer na prvi pogled na bolidu F1 pomišljaj 75 ni nekih vidnih novosti. Ampak, če smo pravzaprav natančni, lahko vidimo, da bočne strukture ne segajo toliko navzven. Torej, pripravili so nove dele, predvsem pokrovov v tej bočnem delu, ki nekako zagotavljajo manj zračnega upora in posledično bi lahko sklepali višje končne hitrosti. Kar se tiče oblike samih bokov, bomo takoj ugotovili, da ni v bistvu nobenih sprememb. A na pogled nobenih sprememb ni pri Red Bullu. A tu je treba seveda poudariti, da njihov program temelji predvsem na zniževanju mase. In tokrat, po mojih podatkih, jim je uspelo to za nadaljnja 2 kg. Vidimo lahko, da RB18 je izgubil še malo barve, kot vidite na teh posnetkih, a predvsem so se tokrat posvetili iskanju viška materiala na samih pestih. Seveda izjemno pomemben del in ukolikor jim je na tem mobilnem delu uspelo zmanjšati za 2 kg, bo Red Bull RB18 še bolj konkurenčen. A verjetno največje presenečenje so pripravili pri Aston Martinu. Čisto nekaj novega. Njihove bočne strukture so na prvi pogled izjemno podobne tistemu, kar smo videli pri Red Bullu, že prej citiranemu RB18. Namreč bistveno so ožje, bolj poudarjen je ta spodnji kanal, zgornje hladilne reže so se nekako zmanjšale in postavljene so tam ob prelomu samega pokrova pogonskega sklopa. Prišlo je tudi do raziskave strani FIA, ali so pri Aston Martinu kopirali ta koncept, ali je v bistvu del njihove originalne zasnove. Čeprav na prvi pogled zgleda ena in ista zadeva, ukolikor imamo skupaj obe fotografiji, vidimo, da v resnici ni tako. Gre samo za podoben koncept in pri FIA so zadevo sprejeli kot čisto avtorsko delo ekipe Aston Martin. Seveda sedaj pričakujemo one prave rezultate. O tem ni dvoma. Rezultate so že začeli kazati pri Mercedesu, kjer je praktično debitiralo tisto toliko pričakovano dno. In na dnu bi vam rad poudaril najmanj dve podrobnosti. Namreč dvojni splitter, tam na samem začetku dna, smo ga že videli naprimer pri Ferrariju ali Red Bullu, ampak tokrat prvič na Mercedesu. In če gremo proti zadnjim kolesom, bomo tudi opazili nov del tam pri zunanjem robu, ki izgleda, kot da bi bil odlomljen, vidimo tudi jeklene ojačitve v samem dnu. In po tistem, kar sem videl na samih prostih treningih, izgleda, da zadeva deluje. Videli smo tudi lahko novo dno, naprimer pri ekipi McLaren, kar nekaj posnetkov je vidnih in čakamo na rezultate, čeprav na prostih treningih so imeli pri ekipi z Wokinga malce težav in zato kaj več o tem delu vam ne upam povedati. A pojdimo na tisti drugi del,
kaj lahko sploh pričakujemo na samih kvalifikacijah. In tu vam moram priznati, da sem malce v dvomih. Namreč, ukolikor bi samo pogledali gole rezultate, bi lahko rekli, da je Ferrari v prednosti. Na prvem prostem treningu sta bila res Charles Leclerc in Carlos Sainz mlajši najhitrejša. Ampak Max Verstappen v svojem edinem hitrem poizkusu je naletel na gnečo v zadnjem sektorju, je bil izjemno počasen in ukolikor bi nadaljeval v tistem ritmu, bi verjetno bil tam okrog 30 hitrejši od Leclerca, če ne več. In to je seveda lep signal, kako se v Formuli 1 težko razbere iz golih podatkov, kakšno je pravo razmerje sil. Treba je spremljati tudi, kaj se je dogajalo. Seveda, na prvem prostem treningu ni bilo Pereza, kajti nadomeščal ga je Vesti in njegov rezultat ne more biti upoštevan. Zato smo videli izjemno dobro predstavo tovarniške ekipe Mercedes. Izjemno dobro glede na tisto, kar smo videli na prejšnjih velikih nagradah. Treba je poudariti, da vsaj po mojem osebnem mnenju bistveno zmanjšali skakljanje. A na drugem prostem treningu presenečenje. Zopet najhitrejši Charles Leclerc. A takoj za njim oba tovarniška Mercedesa. In videli smo na to Sainza ter oba Red Bulla še bistveno bolj zadaj. Treba je poudariti, da čas Fernanda Alonsa je nekako, po mojem osebnem mnenju, primeren, ampak tisto, kar smo videli in pri Ferrariju in pri Red Bullu, po mojem osebnem mnenju, nekako kaže na male skrivalnice. Ne verjamem, da je Mercedes kar naenkrat postal tako konkurenčen. Ne govorim o mestu, govorim o zaostanku. Tako pri Ferrariju kot pri Red Bullu so po mojem mnenju skrivali svojo pravo formo, ki jo bomo videli šele v tretjem delu kvalifikacije. A sedaj moram nekako dati mojo osebno napoved. Namreč, občutek imam, da je Red Bull tu v Barceloni malce hitrejši od Ferrarija. Sicer to bomo videli na samih kvalifikacijah, ampak izhajam iz tistega, kar sem videl v živo na prostih treningih. Na to seveda oba Ferrarija in z malce večjim zaostankom bi lahko umestili tudi oba tovarniška Mercedesa. Na to ona mešana skupina, kjer težko določimo nek pravi vrstni red. Seveda enostavno bi bilo vzklikniti Alpine, ampak McLaren je imel težave. Valtteri Bottas na drugem prostem treningu praktično ni odpeljal hitrega kroga, bil je vseeno hitrejši od svojega moštvenega kolege, ki je zopet preskočil prvi trening, menjal ga je v tem primeru seveda Robert Kubica, ampak žu ni Bottas in zato je treba biti pozoren. 10. mesto Mika Schumacherja bi lahko marsikoga razveselilo, ampak treba je upoštevati, da so imeli ostali težave. Ukolikor težav ne bi bilo, bi se znašla oba Haasa bistveno bolj zadaj, ampak to ni izgovor. Ne bi rad nekako vzbudil prevelika pričakovanja, zato lahko za prvimi tremi ekipami pričakujemo kar zgoščeno skupino, kjer pa pravzaprav ne bomo vedeli, kdo je hitrejši in kdo ne, v bistvu do konca tistega tretjega dela kvalifikacije. Kar pomeni, da bomo lahko spremljali izjemno zanimive kvalifikacije, ki nam bodo morda podale že kar resno napoved na tisto, kar bomo lahko čakali na sami dirki. Vprašanje bo seveda strategije, a o tem se bomo bolj podrobno pogovarjali seveda v našem zadnjem briefingu. Kot smo videli tudi tu v Barceloni, ki je proga vsem izjemno dobro znana in kjer vsi poznajo vse ovinke in seveda lastnosti asfalta, so se lahko ekipe začele resno igrati skrivalnice. Kar pa ne pomeni, da bomo videli že napisan scenarij, zato bodimo pozorni. Tokratni prispevek pred samimi kvalifikacijami bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.